vprašanje pa, ali zakaj zdaj tako? Mislim, ali rečemo, pustimo to temo še ne 5 let, pa samo pa bomo resno pogovarjali. Jaz mislim, da je fajn, da smo se že začeli pogovarjati o tem zdaj. Zdaj, z vidika banke, ki mi recimo zelo jasno naslavljamo vse 3 črke, ne? E, S in G. Po eni strani seveda, ko imamo recimo 5000 podjetij v portfelju, pa ko bomo vse vprašalnike od vseh vas dobili, ne vem, čez 3 ali pa 5 let, bomo zelo jasno videli, za vsako milijardo evrov kreditov plasmajev, ki smo jih dali v obliki kreditov, smo prihranili toliko in toliko CO2-ja, toliko in toliko vode, zaposlili smo toliko in toliko ljudi, se pravi, nek impact bomo tudi mi lahko zračunali in ga komunicirali z našimi deležniki, ne? Od delničarjev do naših strank in tako naprej. Zato se mi zdi, da bo to tudi recimo bančni value proposition prihodnosti, ne? Kar se pa tiče recimo zakaj zdaj, mi to de facto že delamo, ne samo v naši banki, tudi druge finančne inštitucije. Zakaj podjetniki zdaj? Jaz mislim, da predvsem prva točka, ki je najpomembnejša, je ESG je trenutno, kar se mene tiče, ena zelo dobra poslovna priložnost. Ne? Tudi ko jo treba imati. Ne samo, komu boste dali podatke, ampak mogoče se vprašajte, a bi jaz lahko postal ESG svetovalec. Ne? To je en kader, ki ga danes hudo manjka in ko boste vi prišli na trg in bo ESG postal vaš problem, boste rabili svetovalce z tega področja. Ne? In tudi mi kot banka, ne? Recimo, jaz moram pričakovati od podjetnika z 10 zaposlenimi, da se bo z ESG temu ukvarjal. Ne? Verjetno bo zaposlil nekaj zunanjega advisorja. Ne? Tako da tist, ki danes se seznanja s to temo, pa še enkrat, pojdite pogledati vprašalnik, je zelo kompleksen, ampak zanimiv. Tist, ki se bo znal s temi vprašanji ukvarjati v naslednjih 3 letih, zdaj je čas, da mogoče tudi kot svetovalec se izobrazi in pomaga drugim podjetnikom. Ne? Tako da ta tema ne bo šla stran, mislim, da bo zelo, zelo pomembna v prihodnosti. Tako se vedno z neko hitrosti uči. Skozi inovacije prihaja evolucija, se uči. Ne? Zdaj tudi ti se učiš, se prilagajaš. Znači, ko smo si iPhone začeli, nismo s iPhone prišli, smo jih začeli nabaviti. Tisti, ki jih ni, ki je še vedno bil na starih Nokijah, ni mogel več biti konkurenčen. Tako da, znači, se ti učiš z neko hitrostjo, kot se povprečju trg uči, bo tvoj standard isti. Boš v isti restavraciji jedel, boš isto kračo smučanje, bo vsak se isto. Če ti želiš standard dvigneti, se moraš hitreje od povprečja učiti, pa prilagajati. Ne? Če se ne boš nepremičnina, ti bo standard padel. Zakaj zdaj? Če se boš prej naučil to kot oni z severa, potem boš ti njim izvažil, če ne bojo ne tebe. Tudi oni si severa so tukaj, ne? In on tudi med sabo sodelujejo. Zdaj, on bo zelo onega, ki bo to že imel. Zdaj, vedno, če si pred časom, je malo bolj nevarno, pa malo bolj neugodno, ampak na dolgi rok ti pa daje potem priložnost, da dvigneš standard. Ne? Če damo analogijo, recimo prodaja preko spleta, je pač tisti, ki so zaspali, da se tega zmarotili niso, zdaj marsi bojo pač čisto pogovorno, ali prepoznaš na vlak. Tako in tisti, ki so prvi, ki so delali po King Engine, pa strani programirali, pa Search Engine Optimization in tako naprej, takrat je bilo še tega malo, ne? Pa je bil strošek tega večji kot pa benefit kratkoročen. Ko je pa enkrat inflection point se zgodil, ne? Takrat pa tisti, ki še začel to delati, ga že prej lahko vlak povozil, ne? Super. Meni se zdi, da iz družbenega vidika je super, da je to zdaj prišlo na agendo, ker vse reagira z eno inercijo in super, da je na naši miselni agendi ta termin zdaj, zato ker rollout tega bo 5, 10, 15 let, da bo to postalo prišlo v našo neko redno zavest pri presoji in sklepanju odločitev. Se mi pa zdi definitivno, to je tako z digitalizacijo, z avtomatizacijo, z vsemi temi minimalstavni, tisti nekdo, ki je prej pogruntal, da to rabi, si je spet kupil prednost za par let. Ne? Za tisti, ki so začeli digitalizirati procese 10 let nazaj, pa so prihranili minute v procesu, na koncu so prihranjali ure, 5 let preden so drugi sploh štartali. Ne? Se pravi, kakšna kumulativa časa zdaj nekomu ostane za druge stvari, ko recimo drugemu ne. Enako za avtomatizacijo, enako za tiste, ki so začeli z umetno inteligenco implementirati 5 let nazaj. To se pravi, vse se odrazi v nekem času in ta čas, ko konkurenca spi, si ti se diferenciraš bistveno boljše. Ne? Lahko, da zagrabiš kako priložnost, ki ti mogoče ne bi potrkala na vrata sicer. Kaj bi vi tri rekli, da je
Ok, zdaj razumeli smo, da vse splača zdaj, da si ahead of the curve, da ti to lahko konkurenčno trgno se mogoče, da bo dolgoročno to imel tudi boleče posledice, če ne boš kompatibilen z istega standardi. Kaj pa je ta prvi korak, ki bi ga naredil za nekoga, ki o tem še ni razmišljal, ali pa zdaj bere, pa čaka, kaj se bo zgodil, kaj je tisti step one, pa da je mogoče kar... Se pravi, step one za tistega, ki o tem še ni razmišljal, je najprej, da se poglobi vse te 3 črke, zato ker to zajema ogromno enih podstvari, ki zdaj danes sploh nismo omenjali. Danes je bilo okolje, diversity, pa recimo je malo izstopilo privacy, energy efficiency, ampak zadeva je izjemno kompleksna in fajn je razumeti, ker določene stvari se pa da postoriti izjemno hitro. Ni treba čakati ali pa reči, v naslednjih 5 letih se bomo tega lotili, ne. Lahko date na agendo in ene male stvari že mogoče do konca leta speljete. In zato je fajn razumeti širino tega, ker na konec koncev to je zdaj toliko obširno, da bo stvari tudi kapljale ven. In vse se ne bo dalo fiksati v 5 letih, ampak nekatere se bo pa že v enem letu. In jaz bi rekel, začnemo vsi s tem, da se čim bolj osvestimo, da to ne postane en buzzword, ampak da dejansko razumemo, kaj smo z tega področja naredili. Če pa povzamem, odpri Google, napiši ESG. Mislim, največji shortcut je, odpri Google, napiši ESG in pojdi na Images in prvo infografiko, ki jo hitaš, poglej in jo shrani na desktop. In potem bo šel 3-krat pogledal v tistem letu. In pošli sodelavcem ali pa daj na neki interni chat, daj na Slack in potem, če si, tako si jaz recimo za team naredim motivational quotes, da jim vsak petek dam en motivational quote, jaz to med božičnim prazniki naredim, celo leto quote ven letijo. Tako lahko daš na eno stvar na agendo, da počasi preženeš pa da reče nekdo, vodstvo našega podjetja pa je pomembno, da zaposleni začnejo razmišljati o teh zadevah. Tako se pravi, daješ to njim na agendo, odpiraš razumevanje, ko nekdo sliši ESG naslednjič, namesto da pesa, porabi vsaj 5 minut in tako počasi infiltriraš termin organizacije. To, kar smo velikrat slišali, se pravi, jaz si to predstavljam kot pravila igre, jaz bi zdaj šel, začeti igrati kriket, ki ga nikoli nisem, pa se grem naučiti točno, da bom vedel, kaj pomeni, koliko dolgo traja tekma, kaj dobiš največ točk, kaj je pol, kaj ne smeš narediti. In to je nek tak okvir za prihodnost, ko delaš. In to ponotrajniš in to pozabiš. Mislim, ne razmišljaš več o tem. To je, in potem pa šel k sebi, pa mogoče bi 3 področja pogledal, ker ko bom to že malo razumel pravila igre, bi vse veliko stvari potem sproti odpiralo. Prvo, kaj se nabavljam, pri kom to nabavljam, a je to, ko dam skozi presojo, skozi sito tistega pravila igre, kje sem, in bom že dobil prve ideje. Potem drugo, moj lasten proces. A je to storitev, a je to produkt, a je to proizvodni proces, a kje imam tukaj šanso, da kaj spet skozi to presojo pa sito, česa se lotiti, kaj bi najlažjela, kaj je low hanging fruit, pa nek mogoče. In tretje je pa komunikacija. Tisti najboljši pa, najlepše delaš, pa če noben to ne ve. Prej si pripravljati, potem to tudi sprot beležiti, popisati in iz tega počas na social počas o tem komunicirati, dati na svoj vhod, dati svojim zaposlenim, da bo to, ko 10-krat prebere, da bo prišlo v glavno. Tako mogoče te 3 korake. Tu čisto konkretno z moje strani, če gremo ven iz teh električnih avtomobilov in tako naprej, pojavljale se bojo hude dileme, a naročiti prek Amazona ali ne. A Amazon je ESG compliant, ni? Jaz trdim, da ni. Ker kuri ogromno nekih javnih in pa naravnih resursov, zato da ti eno kramo pripeleš z enega konca sveta v drugega. A naročate prek Amazona? Če naročate, dajte se o tem vprašati. Konkreten problem iz mojega življenja. Imam 2 kandidata za zaposlitev, za vodjo sektorja v banki. Imam moškega, imam žensko. Enako kompetentna. A sem pripravljen vzeti žensko? A sem pripravljen vzeti nosečo žensko, za katero vem, da bo rodila čez 3 mesece, pa čez 1 leto, pa da bo odsotna? To so potem tiste dileme. A tvoj poslovni model to sprejema? A boš res zavzet? A boš res zelo egzakten do tega in a boš podopuščal? To so recimo take potem dileme, ki jih v praksi srečaš. Tako da za začetek, dajmo se izobraziti o tem, dajmo se osveščati o tem, dajmo se veliko iskreno pogovarjati, ampak potem, ker priješ pa res do tega,
A boš to pa v poslovnem modelu uporabil, je pa včasih kar triki pa težko.